Po novih podatkih Zavoda za zaposlovanje je bilo decembra, v primerjavi z novembrom 2017, kar 3,2% več registriranih brezposelnih. V primerjavi z lanskim letom, torej decembra 2016, številke kažejo, da je število brezposelnih nižje za 14,6%. Z analizo tovrstnih podatkov pa se ukvarjajo tudi na Uradu Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Razmere na trgu dela so zaenkrat precej ugodne. V 17 se je število registriranih brezposelnih še naprej nekoliko zmanjšalo, kar povezujemo z visoko gospodarsko rastjo in tudi močnim zaposlovanjem. Podatki, ki prikazujejo število registriranih brezposelnih oseb, se spreminjajo mesečno. Če en mesec kaže nekoliko slabše, še to samo po sebi ni razlog za preplah. Gibanje števila brezposelnih iz meseca v mesec je pravzaprav sezonske narave velikokrat. Ob koncu leta, na primer, iz novembra na december naraste število registriranih brezposelnih, ker potečejo pogodbe za določen čas, na primer, in se tisti posamezniki potem prijavijo na zavodu. Enako tudi velja za prvi mesec novega leta. Proti sredini leta sezonsko nekako število brezposelnih upada, poveča se pa tudi znova septembra oziroma oktobra, ko se prijavljajo tisti, ki so končali šolanje. No in število brezposelnih, če izločimo vpliv sezonskega gibanja, pada že od začetka 2014. To padanje je v zadnjem letu dveh precej izrazito. Kljub temu, da se recimo iz meseca v mesec, kot sem omenil, lahko tudi število brezposelnih poveča. Dober pokazatelj stanja na trgu dela je tudi višina plače. Kljub ob koncu decembra registriranim nekaj več kot 85.000 brezposelnim, pa v nekaterih dejavnostih primanjkuje delovne sile. Bruto plača v Republiki Sloveniji nihče ne bo rekel, da je velika, nihče ni zadovoljen s tem. In moram reči, da pri plačah pri nas obstaja nek začaran krog, ki nam za prihodnost ne pomeni nujno nekaj dobrega. Kljub temu, da imamo zdaj visoko gospodarsko rast, kot kaže številke, gre pa namreč za to, da po eni strani in zato tudi razmeroma nižja brezposelnost, zmanjkuje delavcev po eni strani. In to, da jih zmanjkuje, bi moralo pomeniti pritisk na plače navzgor. Povpraševanje je namreč zelo visoko, to je zlasti v predelovalnih dejavnostih in nekaterih tržnih storitvah, kot so recimo trgovina, gostinstvo, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Za 2018 je naše predvidevanje, da bo nekje okoli 82.000 registriranih brezposelnih. To je manj seveda kot lani. Ampak računamo, da se bo to upadanje brezposelnih nekoliko počasnilo. Po drugi strani bo tudi več zaposlenosti, več delovno aktivnih, približno za 1,7%. Tudi ta rast bo sicer nekoliko nižja kot v 2017, deloma tudi zaradi nekoliko nižje rasti gospodarske aktivnosti. Kljub trenutnemu mesečnemu povišanju števila registriranih brezposelnih, podatki zadnjega leta kažejo pozitivni trend.